Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To piše v Janezovom evangeliji 15. tale 9. veršoš. In to je vodilna vrstica za cerkev za to leto. Kakor je Oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. To smo popevali na začetku korus. Vem, da me ljubiš. Imaš to sigurnost v svoje življenje? Večja ni ljubezni od te. Tok te večjenega ljubezni od te, šterov nas je Jezus ljubil. Ali zdaj znam že jaz, v kom verjam? Znamo, v kom verjamo? Imaš sigurnost? Znaš, v kome verješ? Znaš, kome verješ? Nišče mi ne mrete i kinč kraj vzeti. Dragi moji, ta izpoved, nišče mi ne mrete i kinč kraj vzeti. To je ponos. Ponosen boj, ko imaš. Ponosen boj, ko si spremljal. Ponosen boj, v kom živiš. Za volo toga, da to te pela v nekaj čudovitega. Večen žitek imam jaz pri njem. Ja, dragi moji, mi živimo že večno življenje. Ali pri njeme nas čaka še nekaj lepšega, še nekaj boljšega v njegovom svetom kraljestve. Ko se življenje tu konča, da se to nadaljevalo. In to Božja reč pravi, to, ko je oko ne videlo, ko je srce človekovo ne prišlo, to je Bog pripravil tistim, šteri ga ljubijo. Ostanite v moji ljubezni. Gospodov mirno izpuni in prevzeme vsakoga med nome. Zbrane tu v dome Božjem, imamo odpreta srca za njegovo delovanje po Svetom Duhu v naših življenjih. Dragi moji, Božja beseda nas poziva, ka naj smo občutljivi na to, ko ungoči v naša življenja. Ostanite, ne samo bojte, ostanite. Znači, to pomeni vztrajnost, ostanite v moje ljubezni. In Jezus je v čase, to se je poslavljal od svojih učencev, Janez 15. To je že poslavljanje od svojih učencev. V tistem času je Jezus njim, svojim učencom, govoril globke besede. Globke Bože istine, štere so tu nam v poduk, nam v ohrabrilo, nam v opomen. Tu razlaga učencom njegov odnos za svojim očetom. Kakor je Oče mene ljubil, znači odnos z očetov, oča ga je ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. In to je bil iskreni odnos, prave ljubezni, ljubezni, štera se daruje. Ne ljubezni, štera zahteva, pač pa odnos ljubezni, štera se daruje. Znate, v toj ljubezni nega prostora za sebičnost, za moje. Ne, ljubezen, štera se daruje, na prvo mesto postavlja drugoga. Postavlja tistoga poleg sebe. Ne gleda samo na sebe, pač pa najprej drugoga. Tisti poleg mene. Ostanite v moje ljubezni. V toj vrstici Jezus poudarja, kaj je to tudi naša naloga. Pravi odgovor vere na Jezusovo ljubezen je izpolnjevanje njegove zapovedi. Edino njegova ljubezen, Jezusova ljubezen nam je omogočila, ka naše duhovno odrešenje. Jezusova ljubezen je mene in tebe prinesla odrešenje od večnega pogubljenja in pa nam je prinesla tu, kako imamo tej oseben odnos z Božjim Sinom, s Jezusom. Kako imamo tej oseben odnos in v odnose z Bogom.
Tu morata poslušnost in ljubezen iti z rokov v roke. Morate iti vsikdar skupaj, eno brez drugega ne ide. Ostanite v moji ljubezni. Učenci so to razumeli. To so razumeli. In če štejte Božjo sveto reč, ste videli, kaj so to tu delali. Nadaljevanje njihovega poslanstva, njihovega življenja so to tu delali. Pozneje, 14. vrstice istega Janezovega evangelija 15. tala, je Jezus njim to ještě bolje jasno povedal, bolje odločno njim je povedal. To pravi Janez 15:14, to pravi, vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Dragi prisoten, dragi poslušalec, si Jezusov prijatelj na podlagi tej Božje besede? Bog si želi iskrenega prijateljstva z vsakim človekom, z mjov in stjov. Zato je poslal svojega sina. Dal je svojega sina, ka nam je to prijateljstvo omogočil. Znate, Jezus pričakuje tvoj odziv. On pričakuje, ne vsiljuje, pač pa pričakuje. Če delate, kar vam naročam, ste moji prijatelji. Aleluja. Sam Božji prijatelj. Si Božja prijateljca. Prejšnjo nedeljo smo pogledali Petrovo hojo po vodeji. Pogledali smo njegov korak vere, da je stal in pa hodil tam po razburkanom jezere. Tudi on je v tistoj situaciji, v tistom trenutku včinil to, ko je Jezus njime naročil. Včinil je to. Jezus njime je pravil, pridi. In Peter je šel. In te ob koncu predge sem izpostavil 3 važne nauke. 4 so pomembne tudi za moje in tvoje življenje. Kot prvo, Peter se pred ostalimi učencami nikdar ne hvalil, ne se bahal, ne je bil ponosen, ne se postavilo, kaj je nika več za voljo toga, kaj je hodil po vodeji. Nikdar je to ne izpostavil v svojem življenju. Dragi moji, moja in tvoja naloga ne, ka se hvalim z tem, ko delam za Gospoda, ko delam v veri za njegovo kraljestvo. Druga stvar, štero sem povdoril, ostali učenci so se nikdar ne norca delali z Petra, ka se je potaplo in ka se je s tem usmejšal. Nikdar so to njeme ne naprej prinesli. V Božji besedi toga nemamo zapisanoga. In tudi jaz in ti ne delajmo toga. Ne gledaj na napake, na spodrsljaje drugoga. To, ko drugi mogoče narobe napravi, pač pa pogledni tvoje osebno življenje v ogledalo Bože drage svete reči. In še zadnji nauk, Jezus je ne obsodil, ne Petra, zato, ko se njim zgodilo, niti ostalih učencev, zato, ko so nikaj ne napravili. Jezus je dal samo upozorilo, kaj je v korakih vere potrebno popolnoma zavipati njeme. Popolnoma zavipati njeme. In to je te prave nasvet za mene, za tebe, za moje in tvoje krščansko življenje. Da te Bog poziva, da te Bog zove v službo njeme, ne gledaj na drugoga. Ne gledaj na tistega poleg tebe, pač pa gledaj na njega. Gledaj na njega. Zgleden Jud je ves zadihan pritekel k svojemu učitelju in mu v eni sapi povedal: Rabi, dogaja se nekaj groznega, moj sin se hoče poročiti s kristjanko. Tvoj sin? Se je začudil rabi. Poglej mene in mojega sina,
V tej skupnosti sem prvi, vsi me gledajo, prav tako mojo družino, imajo me za zgled. Pa se tudi moj sin hoče poročiti s kristjanko in se dati krstiti. Zvesti Jud je za trenutek umolknil, bil je malce zmeden, potem pa je rekel: Rabi, vsi prihajamo k tebi, ko imamo različne težave. Kaj pa narediš ti? Na koga se obrneš, ko si sam v stiski? Kaj pa naj bi storil? Tudi tokrat sem se kot vedno obrnil na Boga. In kaj ti je rekel Bog? Rekel mi je: tvoj sin, poglej raje na mojega. Poglej raje na mojega. Dragi moji, gledanje na Božjega sina, upoštevanje njegovih nasvetov je odgovor za vsako situacijo v življenju. Za čisto vsako situacijo mojega, tvojega življenja. Ostanite v moji ljubezni, vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. In v tom jutri smo se še enako pogledali tisti dogodek tam na jezere. Poglednemo v Matej 14. in preštejmo od 29. do 32. veršuša Božjo besedo, ki je tako zapisano. Matej 14, 29 do 32. Jezus mu je dejal: pridi. In Peter je stopil iz čolna, hodil po vodi in šel k Jezusu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Začel se je potapljati in je zavpil: Gospod, reši me! Jezus je takoj iztegnil roko, ga prijel in mu dejal: malo verneš, zakaj si podvomil? In ko sta stopila v čoln, je veter ponehal. Nebeški Oče, hvala je tebi za tvojo drago sveto reč, štero se na njav zapisano ti kot vodilo za naše življenje. Hvala je tebi za vse dogodke, štere so tu opisane, Gospod, in hvala je tebi za vse to, ko je tu zapisano, za naš poduk, za naše svarilo, za naš upomin, za naše vodilo. In prosim te, pomori nam, kamo razumeli tvojo besedo, pomori nam, vsakome med nami, kamo tvojo besedo sprejeli v svoje življenje in jo tu živeli v vsakom dnevi. V Jezušovom imenu te prosim, nebeški Oče. Amen. 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 Dveh besed, dveh izpovedi bi se rad doteknil v tom jutri, kot nadaljevanje Božjega govora v naša življenja od zadnjič. Zadnjič smo pogledali Petrov odziv na Jezušov klic: pridi. Jezus ga je pozval: pridi. Videli smo, kaj je Petra opogumo sam Jezus z besedami: bodi pogumen, jaz sem, ne boj se. Bodi pogumen, jaz sem, ne boj se. In da znaš, što je na drugoj strani, da znaš, što je tam v njej, da imaš sigurnost, kad to, ko se dogaja, kad ta ponudba, kad to povem, kad to ne prevara, je ne težko prenesti odločitev. Peter je šel. Peter je šel v pravo smer, šel je proti Jezuše in dokeč je njegov pogled bil usmerjen na Jezuša, je bilo vse v redu. Ko pa je videl, da je veter močan, se je zbal. Dragi moji, močni vetrovi v naših življenjih prinašajo strah. Prinašajo strah. In te vetrovi se kažejo na različne načine, skozi različne neprijetne situacije. Mogoče so to težave v družini, mogoče zakonske težave, starševske skrbi, bolezen, pomanjkanje, probleme službe, izguba službe,
in še bi lahko naštevali, in vsaki sam najbolje zna, ko je tej trenutek, blizu je tej trenutek, mogoče nasproten veter v tvojom osebnom življenju. Če ste že šli skozi štero od teh situacij, vi sigurno poznate tuj strah, štere se ob takšnih neprijetnostih poraja, štere se v takšnih stvaraj te pojave, strah. V petek sem se pogočaval z enim znancom, štere je pred nekaj mesecami z celo v družino prebolevo COVID. Težko so šli skozi. Zelo težko so šli skozi in tudi osebno sem se molil za njih. Zato, ker poznam to družino, poznam to osebo in poznam to družino. In znate, ob koncu, malo prelej, kako sva se razšla, mi je tej človek pravo tak. Znaš, France, strah me je, ko da se dogajalo v bodoče. Strah me je stvari, štere ne vidim. In te mi je dole razložil, da s tej misli na tej virus. Dragi moji, tuj vetra mi ne vidimo. Geldeka vetra ne vidimo. Čutimo pa njegovo delovanje. In tuj Peter je čutil močno delovanje vetra in te ga je gratalo strah. Strah ga je gratalo. Ko je pravzaprav strah? Ko bi lahko pravili, kaj je strah? Ko bi definirali ali razložili, ko je strah? Jaz sem pogledal v slovar, štere razlaga določene pojme in za strah je to napisano tako. Strah je neprijetno stanje vznemirjenosti zaradi neposredne ogroženosti, zaradi sovražnih, nevarnih okoliščin. In še dole, strah je tesnobno duševno stanje zaradi pričakovanja česa hudega, česa neprijetnega. Dragi moji, Peter se je znojšel v takšoj situaciji, v takšnem stanju. Videl je valove, videl je razburkano vodo, čutil je močen veter in v tom stanju je njegov strah premagal njegovo začetno vero. Njegov strah, to je vse to videl, je premagal tisto njegovo začetno vero, tisto njegovo začetno zagnanost. Ko je bil rezultat toga? Rezultat toga pa je bil, začel se je potapljati. Začel se je potapljati. Dragi moji, do divjajo te vetrove, do se valove zgrnejo na življenje človeka. Te je zelo, zelo težko, kad človek ostane na površju. Zelo težko je, kad se človek obdrži na površje. Peter je nej ostano na površje. Peter je nej ostano na gladine vode. Poč pa so ga valove začale vlečti v globine. Dragi moji, to je povzročilo v njegovom življenju ešte večji strah. In ko včini človek, doje v nevarnosti, doje v strahi. Ko včini te človek? Se smigej, kak je meni fajn zdaj. Ne. Te, da je človek v nevarnosti, te zača zvati na pomoč. Te zove na pomoč. In tak je tu včino Peter. Pozvo je na pomoč. Gospod, reši me. In to je prva izpoved, o šteroj želim malo več spregovoriti v tom jutri. Bolje logično bi bilo, gelte, kad bi Peter pozval učence na pomoč. Ne, ste že pomislili, zako je nej pozval njih na pomoč? Pa učenci so vseeno bili v čovni. V čovni je malo več varnosti. Jezus pa je to vinej na razburkanoj vodej.
Peter je pozval, Gospod, reši me. Pozval je najboljšo pomoč. Ne samo za tisto situacijo, pač pa za vsako situacijo življenja, za vsaki vihir, za vsako razburkano valovje je Jezus najboljša pomoč. On je najboljša pomoč. V vsakoj tvojoj situaciji, v kateri boš se znašel. Peter je tu Jezuša ešte ne pozno v celoti, ešte ne ga popolnoma pozno, ešte ne ga znal, što on pravzaprav ge. Peter je te bil samo njegov, tako povedano, sledilec, pomalu je bil tu že njegov učenec, že se je začel ništerne principe iz Jezušovega življenja včiti tu za svoje življenje. In Jezus je Petra skupaj z ostalimi učencami že v tom trenutku pripravilo na poznejšo nalogo. Tako kot Peter so tudi ostali učenci mogli iti skozi različne procese Jezušove šole. Jezušove šole, kaj bi bili slede pozneje zadosta močne za izzive te do Jezuša več ne da z njimi. Te Petrov klic, Gospod, reši me, se ne nanaša samo na to situacijo. Ne, Jezus ga je še večkrat rešil. Jezus je Petra večkrat ešte rešil. V Gecemanskom vrtu se spomnite, da je Peter tistome služabniki bil kraj sejku. Če bi Jezus te ne posegnil, če bi Jezus ne zvračal tistega človeka, vprašanje, kako bi se končalo, kako bi Peter končal v tistom trenutku. Znate, to je bilo vojske, to je bilo dosta ljudi. In hitro bi se leko njemi maščevali. In vprašanje, kako bi se končalo te Petrovo življenje, če bi ga Jezus ne rešil. Gospod, reši me. Jezus je toga Petrovga klica, Gospod, reši me. Zdaj v toj situaciji, v tom razburkanom valovje, ne preslišal. Poleg vsega toga močnega vetra, poleg valovov, je Jezus čul klic človeka, kateri se potaplja. Je čul klic človeka, kateri je v navoli, kateri je v nevarnosti. In dragi moji, Jezus tu zdaj posluša tvoje klicanje na pomoč. Tvoje osebno klicanje na pomoč. Tu zdaj posluša. Če velika misliš, kaj je veter preglasen, kaj je veter premočen, kaj so valovi v tvojem življenju preveč viski, prehrupne, znaj, boj siguren, Jezus čuje tvoj klic. Jezus čuje, da ga ti zoveš. In še več. Jezus je takoj iztegnil roko in ga prijel. Na Petrov klic, na pomoč je Jezus odreagiral. Jezus je odreagiral. Takoj je iztegnil roko in ga prijel. Mogoče se ti nahajaš glizoj v viheri. Mogoče zoveš Jezuša in misliš, ka se nikaj ne dogaja. Jezušova roka je iztegnjena proti tebe in te želi rešiti. Njegova roka, katera je bila pribita na križ, je glizoj v tom trenutku usmerjanja proti tvojemu življenju, katero se utaplja, katero se muči v stvaraj toga sveta. Poleg vsega močnega vetra, poleg valovov, katere te mogoče zagrinjajo, zgledni se gor. Pogledni gor, pogledni proti njemu in boš videl njegovo vyvtegnjeno rokov, katera ti ponuja pomoč, katera ti ponuja zaščito, katera ti ponuja življenje. V Izaji 59, prvi verš je tako zapisano.
čudovita obljuba, Izaja 59:1. Glejte, Gospodova roka ni prekratka, haleluja, da ne bi mogel rešiti in njegovo uho ni gluho, da ne bi mogel slišati. In dragi moji, to se je pokazalo tudi v Petrovom primeru. Jezus je čul njegov klic in Jezus je vyvtegnil svojo roko, kaj je leko rešil Petra. Dragi poslušalec, dragi prisoten, glej, Gospodova roka ne prekratka, ka bi ne mogel rešiti tvojega problema, šteromkoli se nahajaš. In njegovo uho, njegova vija ne glupa, ka ne bi mogel čuti tvojega klicanja na pomoč iz tvojega problema. Dostakrat se zgodi, dragi moji, ka smo tako okupirani stvarami, štere se nam dogajajo, ka zavolo vihera, zavolo valovov, štere se zgrinjajo na nas, koli nas, ne vidimo Jezušove vyvtegnjene roke. Ne vidimo, ka ima svojo roko vyvtegnjeno, gli proti tebi, zoj v tom trenutku, v tvojoj situaciji, v šteroj se nahajaš. In znate, te se sami otepamo, sami se prizadevamo, sami se trudimo, ka bi se rešili. In tok, znate, te se vsikdar znova ugnemo te Jezušove roke, vsikdar kraj skočimo od te Jezušove roke, ka nas te nemre primeti. Kolikokrat si provo že v svojom življenju, ka se leko sam soočiš s težavov, ka je leko sam rešiš. Kolikokrat si to že mogoče provo v svojom življenju. Nemo več pil, nemo več kadil, nemo več ogovarjal, nemo več šimfo, nemo več špilo igrice, nemo več zapravilo časa za brezveznosti, nemo več tjavko pri televiziji, nemo več tjavko na računalnike, na internete, nemo, pa si se sumom ještě bolje utaplo. Kolikokrat se je že to zgodilo v tvojem življenju. Znate, tudi Peter je večkrat to probo. Sam. Tudi, če te vsi zapustijo, jaz ne. Se spomnite dogodka pri zadnji večerje? Tudi, če si, kje ne, kje sam nika bogše, kje sam nika več, kje zmoren sam. Ale v toj situaciji, zoj, da se je utaplo, je napravo najboljšo odločitev. Pozvo je Jezuša najgarejši. Znate, Jezus je to tudi včino. Aleluja. Aleluja. Isto je pripravljeno. Jezus napraviti tudi v mojom, tudi v tvojom življenju. Pozovi ga in spremlji se za njegovo roko, tako kot je to včino Peter. Tako kot je to včino Peter. Ale tu se tej dogodek ne končil. Peter je bil v toj situaciji fizično rešen. Ali za njegovo življenje je bilo potrebno še nekaj več. Potreben je bil še eden drugi poseg v njegovo življenje. Potrebno ga je bilo tudi na njegovom duhovnom področju rešiti. Tudi v njegovom duhovnom stanju je on nico rešitev. Peter je resen stopil korak vere, stopil je iz čuna v razburkano vodo, v tej nasproten veter, ali na tom njegovom koraku se je nekaj zgodilo, nekaj se je, kaj tako povem, zalomilo, kaj je Peter ti ne mogel naprej. Nekaj se je zgodilo in Jezus je tu. Potom, da ga je zdignil nazaj, da ga je fizično rešil, Jezus je tu Petri očito dve stvari.
Dve stvari. In to je ta druga izpoved, o šteroj bi rad govoril v tom dopoldnevi. Prva je bila Petrov klic na pomoč, Gospod, reši me. Druga izpoved pa je Jezušova kritika Petre in pa tu nam. In to pravi, malo verneš, zakaj si podvomil. Dve stvari sta tu, v šterih Jezus uči. Dve stvari. Prva stvar, malo verneš. Malo verneš. Jezus tu Petre ne učita nevere. Ne imenuje ga neverneš. Pač pa njime učita malo vere. Premalo vere. In s tem njime dava eden pomemben nauk za njegovo življenje. In to je za mene in tebe to vala. Da stopiš korak vere, no bo tu vsaki naslednji korak opravljene v istoj vere, kot je bil napravljene prve. Da stopiš korak vere s tvojim Gospodom. No in tu vsaki naslednji korak bo takšen. Peter je v tom dogodku, pogledajmo še enako, ko se je tu dogajalo. Peter je v tom dogodku napravil vse tri stvari in vse to je pomembno za nas. Vse to so bili koraki vere. Kot prvo, Peter je stopil iz čolna. Iz čolna. In zdaj bi lahko čoln primerjali. Pravzaprav najprej povem to, čoln je bil v nevarnosti, kad se potopi. To piše, valovi so ga premetavali. Čoln v tom primeru lahko primerjamo z etim svetom, šteroga premetavajo valovi grešnih postopkov in je v vse večjoj nevarnosti, kad se potopi. Če se človek želi rešiti, je potrebno nekaj včiniti. Potrebno je stopiti iz toga sveta, kad se z njim vred ne potopimo. Stopiti iz toga sveta. Peter je stopil iz čolna, šter je bil v velikoj nevarnosti. V veri je stopil. Zapomnimo se to, kaj je to včinil v veri. Druga stvar, štero je Peter včinil, tu hodil je po vodi. Peter je hodil po vodej. Voda je simbol čistosti. In voda je tu simbol odrešenja. Spomnimo se v staroj zavezi. Noe, kako je bil rešen? Po vodej. Po vodej. Bogu je Božji glas. Napravil je vse to, kako je bilo potrebno napraviti. In vsi drugi so z vodov bili uničene. Noe pa je bil po vodej rešene. Dole, če gledamo, Izraelci so bili rešeni skozi vodov pred Egipčanami. Ja, Bog je odprl pot skozi vodov. Znači, to je bila njova pot rešitve. In to so Egipčane, to so njovi nasprotniki probali iti po toj poti. Ko se je zgodilo? So bili rešeni? Ne. Bili so uničeni. Bili so z vodov uničeni. In tretja stvar, štero bi rad tu povdaril. Janez Krstnik. Ko je on delal? Krsto je vodej. In pa ko je še delal? V znanju je krst spreobrnenja. Znači spreobrnenje. In te krst, najprej se mora v notranjosti zgoditi sprememba in te pride krst. Tista voda nikaj ne pomeni, pač pa vera. In to, kako je Noe skozi vodo bil rešen. Po vodej. To tu krst nam dava rešenje. Ne za volo krsta, pač pa za volo toga, kaj javno pokažemo, ko se v našoj notranjosti zgodilo. Potom pride rešitev za večno življenje. Jezus je v slovesi tok pravo, Marko 16:16. Tok je Jezus pravo. Kdor bo sprejel vero, najprej vera.
in bo krščen, bo rešen. Kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen. Znači, če njega vere, te tu ne more biti krsta. Te ne more biti odrešenja. In v tom dogodke, da je Peter šel ali hodil po vode, ali v tom celom dogodke so se Petre zgodile glise te 3 stvari. Vera, krst in rešenje. V vere je Peter stopil iz čuna, neko tako povem, iz sveta. Njegov potop, leko gledamo, to kot krst. In Jezus ga je rešil. Jezus ga je potegnil ven. Jezus ga je rešil. In tretja stvar, štero je Peter tu včino šel je k Jezuše. Peter je šel k Jezuše. To je zelo pomembno za vsakoga človeka. Ne ode komakole, ne ode tu v tvojoj situaciji, v kateri se nahajaš komakole, ne išče odgovorov kdekole. Ide k Jezuše. Ide k njeme ide po pomoč, k njeme ide po nasvet. Božji človek Elija je v enoj priložnosti, da je eden od izraelskih kraljev, znate, poslal svoje služabnike po nasvet, po odgovor k Bale. Tisto me namišljeno me Boge. Ti je Božji človek, tome kralje poslal takšen odgovor, šterega njime je Bog dal. Mar ni Boga v Izraelu, da greste poizvedovat ekronskemu Bogu Balo, 2. Kroniška 1:3. Ali nega Boga v Izraele, ali nega Boga, štero mi bi ti leko zavipo, kad ideš iskat pomoč komakole, gdje iščeš odgovore na tvoja notranja vprašanja. Gdje iščeš odgovore za to, ko se dogaja v tvojem življenju. Peter je šel k Jezuše. Peter je šel k Jezuše. Druga stvar, štero je Jezus pravil Petre, pa je, zakaj si podvomil? Prvo, najprej njim je pravil, malo vrneš, in drugič, zakaj si podvomil? Dvom je človekov veliki sovražnik. In to na vseh področjih življenja. Zakaj? Zakaj pride človek v situacijo, kad dvomi? Ko bi pravili? Zakaj človek dvomi? Kako? Nestabilen. Ti, ja. Kaj je človek nestabilen, zato dvome. Ali še nekaj drugo tu. Zavolo toga, ka obstaja gnez v tom trenutku, v toj situaciji, obstaja preveč prevar. Preveč prevar obstaja in zato človek dvome. Prevečkrat človek doživi prevaro in zato postane, zato grata nezaupljive, zato dvome. Kupiš kakšno stvar, za štero si videl dobro reklamo. To je fajn bilo vse predstavljeno. Dobra reklama in te do to želeš nucati, vidiš, ne funkcionira to, kako je bilo predstavljeno. Ste to že doživeli? Ja. Ja. Mislim, da je vsaki med nami, skoro vsaki med nami to že doživel. In na podlagi te izkušnje, te v bodoče imaš še menje zavipanja. Mi moramo razlikovati med previdnostjo in pa dvomom, ali ne zavipanjem. Tu moramo napraviti razliko, moramo znati, ko je razlika. Previdnost v tom odlomku, leko vidimo v Petrovom pitanje, Gospod, če si ti mi ukaže, da pridem po vodi k tebe. Previdnost se najprvi prepriča in te pride odločitev. Te se prinese odločitev. Dragi moji, Jezus tu
tu Petre, ne pravo, za koj dvomiš. Ne njime je pravo, kaj je to tvoja stalnica. Ne njime je pravo, za koj ti stalno dvomiš. Pravo njime je, očito njime je samo eno nezavipanje. Trenutno nezavipanje njime. Jezus njime pravi, za koj te ta situacija dela negotovoga. Ka ne imaš popolnoga zavipanja v mene, kog ti da se pito, če si ti, Gospod. Zakaj si podvomil? V tistom, v enom trenutke, v enom trenutke situacija, štero se je znojšel, je Peter podvomil, ne je stalno dvomil. Zakaj si podvomil? Torej, Jezus želi znati razlog, zakaj se je v njegovoj situaciji pojavil dvom. Dragi prisoten, dragi poslušalec, ko bi ti odgovoril na to vprašanje? Zakaj si podvomil? Ko bi odgovoril, če bi Jezus tebe zdaj pital v situaciji, v kateri se nahajaš, zakaj si podvomil? Zakaj se v tvojem življenju pojavlja dvom v Božjo vsemogočnost? Te je Bog že kdaj prevaral? Si že doživel od njega prevaro? Te je že po domače povedano kovle prinesel? Jezus je rešitelj. Jezus je rešitelj. In to, kog Petra, to želi tu mene in tebe zdignete, rešite pred utopitvijo. Mej popolno zavipanje v njega. Mej popolno zavipanje v njega. Zavolo toga, ka on da te pripelo do toga večnoga cilja. Zavolo toga, ka v njeme njega prevare. V njeme njega nikše prevare. Njegova obećanja da se sigurno ispunila. Amen. Amen. Vi ste moji prijatelji, če delate, kar vam naročam. Ostanite v moji ljubezni. Sklonimo še glave v molitvi. In če je Božja beseda gučala k tebe, v tvoje srce, v tvoje življenje, če se glizaj v tom trenutku, mogoče soočaš z viharami, z problemami, z težavami, če se mogoče pojavlja dvom v tvojem življenju, če mogoče ne vidiš izhoda iz situacije in želiš pomoč v toj situaciji. In bi želel, ko se molimo za tebe, da ko zdigneš roko, kot znak, ko želiš popolnoma zavipati Jezuše. Amen, 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 aleluja. Gospod vidi tvoje srce. Če si še ne svojega življenja popolnoma zavipal njeme, aleluja. Če si se še ne njeme predal popolnoma, Gospod te zove, Gospod te čaka, Gospod ti ponuja svojo vyvtegnjeno, prebodnjeno roko in želi, ko jo sprejmeš. Gospod te želi rešiti pred utopitvijo tega sveta, aleluja. Če si še ne napravil odločitve in še ne hodiš popolnoma z Jezusom, neko to včiniš zdaj. Gospod da te pelo, Gospod da te davo nove zmage. Nebeški Oče, hvala je tebe za to jutro, štero smo leko doživeli po tvoje milosti. Nebeški Oče, hvala je tebe, kar se nam po Sini Jezuše izkazal ljubezen. In to takšno ljubezen, štero nišče drugi ne mredote. Jezus, dragi, hvala je tebi, kar si daroval svoje življenje za odkupljenje mene, za odkupljenje vsakoga človeka. In Jezus, dragi, hvala je tebi, kar ti zoveš, ti zove v tom trenutku vsakoga med nami,
da se popolnoma predamo v tvoje življenje. Duh Sveti, hvala je tebi, da se ti glizoj na dele. Duh Sveti, hvala je tebi, da ti glizoj učiš v srca ljudi. In hvala je tebi, Gospod, za vsakoga, šteri je v veri zdignil svojo roko pred tjo in išče in čaka, zove tebe na pomoč, žele rešite za svojo situacijo. Beški Oče, dotekni se vsakoga in daj odgovor na vprašanje. Gospod, dragi, ka bi leko šli naprej s tjo po toj razburkanoj vodej, štera nas obkroža na vsakom korake, da se ne bi utapljali. Jezus, dragi, zdigni nas, vsakoga med nami, da bi leko prišli do toga večnoga cilja. Gospod, dragi, blagoslovi moje brote, moje sestre, blagoslovi od najmlajšega do najstarejšega vsakoga, šteri čuje tvojo besedo, ka bi ta beseda zaistina bila delujoča v vsakom življenju, ka bi ta beseda napravila pravo spremembo, to, štero ti želeš, Duh Sveti, včini eno novo delo v vsakom življenju. Amen. 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 Gospodov mir, zvome. Aleluja. Amen.